obstaja neka teorija, da so virusi prišli na Zemljo prek kometov, prek meteoritov, pač vesoljskim materialom, ki je padel na Zemljo. Jaz mislim, da je to, kar se nam dogaja zdaj, posledica naših dejanj v preteklosti. Zgledni človek mora biti dober, iskren in nemanipulativen. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moj gost je Vid Legradič, svetovni popotnik, turistični vodnik, pisatelj. Vid, živjo. Živjo. Od kod te zanimajo planeti? Zakaj si šel v znanstveno fantastiko? Tvoja prva knjiga, izdajaš pa meso, ne? To si res treba čas vzeti, zato da se nekako podaš s tabo v avanturo. Tvoja prva knjiga je zgodba o potovanju, kjer opisuješ vse svoje poti od svojih najstniških let, ko sta s punco odpotovala na svoje prve potovanje v Indijo, kjer so doživel pravzaprav velik šok, kulturni in nek kaos. Ampak odkot te zanimajo te planeti, drugi, vse te druge sfere, nadzemeljske in tako naprej? Vesolje mi je vedno fasciniralo. Rečemo tako, do take mere, da sem že kot majhen otrok bral vse te knjige. Se spomnim še na morju, ko sem bil starši, sem jaz mogoče 10-letnik, 11-12, sem jaz že bral poljudno znanstvene knjige o vesolju, kako je veliki pok nastal in tako naprej. No, potem pa ta drug korak mogoče v ta svet znanstvene fantastike se mi pa prav s temi potovanji pojavil, zaradi tega, ker omenila sva Indijo, recimo moje prvo potovanje, enomesečno je bil velik šok, ampak na nek način je tako drugačna od Evrope ali pa mogoče od Slovenije, da si lahko oseba z neke domišljije predstavlja, da gre na drug planet. No, potem sem to še razvil še dlje in na vseh ostalih potovanjih sem prav namerno potoval po krajih, kjer so mogoče majčkeno drugačni, majčkeno obskurni, posebni. No in mogoče je potem to skanaliziralo, to drugo knjigo. Ja, in kaj prinašaš? Recimo, kaj vnašaš v našo družbo, bom rekla, ali pa med svoje bralce, med svoje sledilce? A imaš kakšno sporočilo, oziroma imaš nekaj, kaj bi rad dosegel, ali enostavno samo izražaš sebe? Kaj je tisto, kar prinašaš? Zagotovo imam cilj. Recimo že samo ta, tudi v prvi knjigi, ampak recimo druga knjiga je mogoče res en korak naprej, ker je moja druga knjiga, se namerno izogibam določenih stvari, kjer mislim, da niso najbolj pozitivne za družbo. Recimo glavni lik, Dravid, nikoli ne uporabi orožja, se pravi, načrtno se izogibam agresiji. Glavni lik oziroma vse noter v knjigi v Travi za 9 zvezdami ni naštelano v to smer, da gre za maščevanje. Se pravi, brez agresije, brez maščevanja se da rešiti popolnoma vsak problem. To je tako zelo ostro sporočilo, ki sem ga res namenoma se držal. Ja, mi je jasno, zakaj so v bistvu to knjigo prepoznali tudi mednarodno. Mogoče lahko poveva kakšno besedo o tem, kakšna je popotnica te knjige oziroma kaj se že nakazuje, kljub temu, da je šele dobro izšla, že ima neko pot naprej v svet. Potem, ko sem to napisal, sem jo prevedel, poslal na razne natečaje, na založbe, med knjižne agente. To je bila ogromno raziskave narejen, bil sem suveren v tej zgodbi. No in na koncu so me prepoznali pri Europe Books International, to je ogromna založniška hiša s sedežem v Rimu. In skupaj smo potem šli v moderacijo te knjige, v dizajn nov. No in zdaj je tik pred izidom. Ko bo izšla, bo bila prodajana v Evropi, Ameriki, Avstraliji, na 9000 selling pointsih, pač po internetu pa tako naprej. No. Ja. To je zame popolnoma novo področje in dojemam kot eno avanturo. No. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Ja, verjamem, da je vznemirljivo, ko nekaj takega doživiš, da gre to tvoje delo
v svet, vem, da mora biti nekaj res posebnega. Ampak ja, očitno so v tej knjigi prepoznali veliko sporočilnost, ni ena izmed recimo znanstveno-fantastičnih, ampak je posebnost že to, ja, da v njej ni maščevanja, na drugi strani tudi ni toliko ljubezni ali čustev, ali kaj bi. Res je. Čemu bi te, ne, pa vseeno potegne. To je zdaj nekaj novega, neko novost uvajaš, ker mislimo, da se prodaja v bistvu samo to, ne, ta ali tema na eni strani ali močne čustva z ljubeznijo na drugi strani. Ti pa prinašaš resnico oziroma avanturo oziroma nekaj drugega. Ja, morda je, kot so mi povedali, ti agenti, te založbe, so dejansko bilo prepoznano ravno zaradi tega, ker ni teh klasičnih bojev. Jaz sem se tudi načrtno izogibal tukaj ljubezenski zgodbi, to pa iz razloga, ker je v večini znanstvene fantastike pač vedno, rekli smo že, maščevanje sva omenila, pa potem še tudi ta ljubezenska zgodba v klasičnem smislu. Kaj pa iščeš na vseh koncih sveta? Ali kaj iščeš? Ponavadi tisti, ki grejo na potovanja, nekaj iščejo. Ali te vodi ta raziskovalni duh, ali dejansko kaj iščeš in ali si kaj najdel? Ja, iščem, ja. Zagotovo iščem več stvari. Všeč mi je narava, tako da iščem spektakularno naravo, drugačno naravo. Všeč so mi gore, tako da iščem tudi razne gore, ki bi bile mogoče malo posebne ali pa drugačne. Iščem pa tudi sebe preko teh potovanj. Se mi zdi, da bolj, ko se zavedam realnosti, v smislu svetovne realnosti, kako ljudje druge živijo, razlike v kulturah, bolj spoznavam sebe in bolj delujem v tem svetu. Katero potovanje do zdaj je res tisto, ki je bilo zate najbolj prelomno? Ali si kje že bil blizu roba, to se pravi, rečeš, da iščeš spektakularne razglede, ekstremna doživetja pravzaprav? Ali si bil kje na robu? Si bil kje res na robu življenjsko? Ja, bilo je nekaj situacij, zagotovo. Ene so bile na tak način, da sem bil jaz majčkeno neizkušen ali pa malo naiven. Druge so bile pa namerno sem hodil v te situacije. Zdaj, mogoče se bo slišalo zelo banalno, ampak še na začetku mojih potovanj je tudi vpisan v knjigi, tisto poglavje o Filipinih, sem jaz šel sam v Manilo, ampak seveda neizkušen popotnik, sem sklepal po moji izkušnji iz Evrope in po mojem vedenju iz Evrope, da je super preživeti čas v Manili nekje blizu ali pa v starem delu mesta. Takrat jaz nisem vedel, da je stari del mesta oziroma njegova okolica, ki se reče Malate, zelo revna, polna prostitucije in drog. Skratka, jaz sem še vedno tam rezerviral hotel na mestu, tistem zahodnjaškem delu Makati. Ko sem prišel tja, seveda sem mislil, da me hočejo vsi finančno obrati in sem šel ven in sem rekel, ne boste vi mene s taksijem peljali, ne boste vi mene spremljali do trgovine. No in seveda sem pač se srečal z neko tolpo in če takrat ne bi imel nekih srečnih momentov, ne vem, kaj bi se zgodilo. To je recimo ena taka. Ja. Nenamerna. Ja, pa tudi v Indiji, ne, sta to doživela mislim, da muslimanskem v muslimanskem delu, ja. Kjer so vaju tudi lovili. Ne? Ja, tam so tudi lovili, tam sem bil pa tam so bila pa v bistvu šla pogledat dve mošeje. Zanimivo pa je, da je bil tisti relativno popularen turistični rezort. Skratka, dve mošeje sta bile, ko sva midva prišla tja, takrat, ko sva midva potovala po Indiji, ni bilo veliko zahodnjakov, vseeno ostajali so v tem rezortu, te dve mošeje sta bile izven. In ko sva midva prišla do teh mošej, da bi si pogledala arhitekturo oziroma se samo malo sprehodila, so ti verniki okrog naju začeli obtoževati, da sva Američana, da sva Angleža, da sva potomca kolonialistov. In potem je nekdo vrgel kamen v naju in je še ta drug vrgel kamen v naju, no in seveda sva mogla midva bežati. In oni za vami, ne? Oni za nami, ja. Še prav spomnim se, en gospod brez ene noge je bil najbolj glasen, on je bil nekak pobudnik tega, no. Ampak na srečo sem imela
tisti dan šoferja z enim takim majhnim avtom, tato, no in je on tam, mislim, da je kadil cigareto in je to videl in je hitro pripeljal, no in je skočila not, čisto filmsko, kot v Jamesu Bondu. Ker bi vaju dobesedno pohodili najbrž, oziroma... Verjetno bi naj jo pohodili, ja. Ja, Indija je dežela velikih nasprotij, ta družbena stratifikacija je vidna v teh skupnostih in velik skupnostih se deli po religiji. Muslimani običajno predstavljajo revnejši del prebivalstva, no in zaradi tega so pač večje tendence, da se kaj takega zgodi. Mogoče, če je bila večja skupina, ne bilo, no, ampak videla so potovala sama. Po celem svetu si doživljal oziroma spoznaval vse vere, ne? Pravzaprav vse vere. Kakšno pa je tvoje dojemanje religije? Religije, ja. Jaz nisem veren sam, ampak verujem v neko vsesplošni red. Mogoče lahko sam kličem to kot Bog, ampak ta moj Bog, kot ga jaz razumem, zaobjema vse te vere. Skratka, če govorimo o krščanstvu, recimo, kaj se toliko zdaj govori o njemu, pa vprašaš povprečnega Evropejca, je krščanstvo katolicizem, pa potem protestantizem, pa mogoče pravoslavno, pa se neha. Ampak v resnici, ker človek potuje dlje v svet... Koliko ločin je, ne? Ja, imaš adventistični, pa imaš razne. Že to recimo meni nakazuje, da mogoče ni... Jaz razumem te religije kot eno stvar, ki pač razlagajo različno. No? Tako da mogoče se sliši čudno, ampak jaz probam biti majčkeno nad tem. No? Jaz kar vse objamem, pa je. Vsaka ima nekaj dobrega ali pa pametnega za povedati. Pa tudi kaj slabega. No? Ja. Kaj bi pa izpostavil kot najbolj mistično doživetje nekje, kjer si pa res ti doživel ta stik z nečim višjim, nekje na enem delu sveta, pa da si bil... Ja. Ja, to jih je pa več v bistvu. No. Zdaj, tekom mojih potovanj zmeraj bolj odpiram svojo duhovno plat. Tako da sem se že navadil, da na neki točki se ustavim, majčkeno zaprem oči, probam občutiti kraj v smislu, ne vem, ali so tam reveži, ali je tam neka narava. Bi pa sigurno rekel, da so točke na svetu, kjer se te pore človeške odprejo. No? In mogoče jaz probam to zaznavati. Več je takih krajev. Za mene je bil tak duhovni kraj mogoče eno otočje na Fidžiju. Tam je nekako taka čudna atmosfera, jaz ne vem kaj, te pacifiška tektonska prelomnica gre po tej Eurazijsko, pa so ti potresi. Fidži en konc, Peru se mi zdi tudi zelo, tak zelo poduhovljen, pa ne tisti del okrog Machu Picchuja, ampak tisti ta drugi del okrog Titikake. Tam se mi zdi tako nekaj vse čudno, ker vse vibrira. Islandija me je tudi zelo blizu. Tam sem bil večkrat in se mi zdi, da je razlog za te težke vibracije, zaradi tega, ker pač celotna Islandija leži na vulkanu, tako da se mi zdi, da je vsa ta energija iz zemlje gor. Ne take točke so. Pravzaprav res vse razlagaš s to močjo narave, ki je že ekstremna oziroma ki že prehaja v nadnaravno, bi lahko rekel, v neko nadnaravno moč, ne? Ali erupcija ali pač karkoli ekstremnega. Kako si prihajal bližje ljudem? Se pravi, ti si se res srečeval z daljnimi, tujimi, zelo drugačnimi kulturami. Kje si našel tisto skupno točko, da si odprl pore človeka oziroma da si se mu približal in da te je spustil v svoj svet, da si se tam počutil tudi malo bolj doma? Ko ti pripotuješ v neko vas, moraš vprašati nekega vodjo plemena, če lahko tam ostaneš. On reče ja, seveda, ker nekaj plačaš, a ne, ponavadi ne reče ne. Ampak to je že vse tako še en korak bližje. No in potem te ljudje povabijo, ker si edini zahodnjak,
tekom mogoče nekaj tednov tam te povabijo v kakšno hišo, s kakšnim se malo bližje spoznaš. No in takrat pol vidiš, kakšen drugačen pogled na svet imajo ostali ljudje v primeri z nami. Moram reči, da me je najbolj navdušilo pa presenetilo, kako ljudje v teh mogoče ne toliko zahodnih državah, kakšno veliko zavedanje o svetu imajo v primeri z nami. Ki mislimo, da imamo. Na zahodu, ki mislimo, da imamo. Ker mogoče ljudje se veliko bolj v teh državah, ki niso tako bogate, zavedajo, kako svet deluje, v kakšnem kakšna smislu? situacija je, gospodarskem, politično? ekonomičnem. Pri nas se mi zdi, da to ljudje ne vejo. No? Oziroma, ne govorim na splošno, ampak manj je tega zavedanja. Ampak odkot, recimo, če govoriš o manj razvitih državah, najbrž nimajo, ne vem, takih povezav s globalnih povezav, ali imajo, odkot njim to znanje oziroma vedenje? Jaz mislim, da je dejansko samo logično sklepanje. Z manj pomoči medijev. Mi smo vpeti v medijski svet in medijski svet nam predstavlja eno realnost. Eno realnost, oziroma nam tudi, jaz bi rekel, tudi kreira, saj neko podlago. Ja. A ne, ti ostali pa nimajo tega. Dobro, že vsak ima telefon, tudi midva, ki so bila v najbolj zakotnih krajih, imajo že telefon. Tisti hitro preberejo te osnovne novice. Mogoče je tudi ta povezava v smislu teh držav, da so bile včasih kolonialne. Iz tega stališča ljudi bolj zanima, da se ne bo to vrnil. Jaz sem doživel ljudi kot zelo, zelo zavedne, kar se tiče sveta. No, veliko bolj, kot pa tukaj. Zanimivo. Zelo zanimivo. Vsak tvoj pogled v bistvu me res zanima, ker imaš nek svoj pogled. Verjameš, da so izvenzemeljska bitja z nami na Zemlji, glede na to, da si napisal knjigo 985 planetih. Ja. Ja, to je spet tako zanimiv, pa ne diskutabel. Ja. Rekel bi ne. Čeprav verjamem v nezemeljska bitja, planetov v galaksijah. Ja. In vesolju je toliko milijard in trilijonov in vsak ima še naknadno toliko trilijonov lun. Ja, pa kako je to povezano z nami, recimo? Z nami, ki smo tu na tem planetu, ja, Zemlja? Zdaj je to tako, ker smo že glih pri virusih. Ja. Obstajajo teorije določene, da je virus edina entiteta, ki lahko preživi v brezračnem prostoru zelo dolgo obdobje. Tako da obstaja neka teorija, da so virusi prišli na Zemljo prek kometov, prek meteoritov, pač vesoljskim materialom, ki je padel na Zemljo. In v bistvu koronavirus je mogoče po tej teoriji tudi neko nezemeljsko bitje, čeprav ga težko kategoriziraš kot žival. Zdaj v tej knjigi so pa prav določena bitja, ki se imenujejo Hinegui in so v sorodu z hobotnicami. Tudi hobotnica je taka malo čudna žival, ima več src, ima več možganov, vsaka lovka, ima svojo pamet in hobotnica lahko prilagaja svojo DNK zapis glede na svojo okolico, ki se spreminja. Zdaj, jaz nisem nek velik strokovnjak, ampak kakor jaz vem, je to zelo unikatno. In na podlagi tega obstajajo teorije, da je del genskega zapisa hobotnice morda bil zanesen iz nekega drugega sveta, v smislu iz mogoče nekega drugega planeta. S kakšnim namenom po tvoje? Glede na to, da nisem pretirano religiozen, bi jaz temu rekel naključje. To je pač tok evolucije. To se pravi naključje, slučaj, lahko je, lahko ni in ja. Ni sporočila, ni namena, se zgodi. Se zgodi, tako je, ja. Se zgodi, ko se pa zgodi, je pa zagotovo za nekaj dober. To pa sigurno. Se mi zdi, da moramo tudi te točke naprej gledati. Torej, Vid, ti ne verjameš v usodo, ker si trenutno v oddaji Kompas usoda, ne? Verjamem v usodo, ampak za nazaj, ne za naprej. Kaj to pomeni? Lahko razložiš malo bolj? Se mi zdi, da v svojo usodo... Da krojimo sami. Tako je, krojimo sami.
Se pravi, da rečem, moja usoda je taka pa taka. Govorim za prihodnost, ampak ki se še ni zgodila, se mi zdi, da ne obstaja. Usodo bi poimenoval tok življenja za nazaj. A veš, da sploh ne morem razumeti, kaj želiš povedati. Ker recimo to pomeni, da se človek po tvoje rodi kot nepopisan list. Ja, lahko bi tako rekel, čeprav... Da ima vse možnosti, vse danosti, da je pač slučaj, da se je rodil v Evropi ali pa v Ameriki ali pa na enem otočku. To je čisti slučaj in kaj bo naredil, je vse v 100% odvisno od njega samega. Ne, to ne, zagotovo ne. Dobro, zdaj se tudi že ve, da ni človek čist nepopisan list. A ne? To je bilo že raziskano. Imaš neke predispozicije, zagotovo, ampak jaz temu ne bi rekel usoda. Je pa res, da te okolje, v katerega si rojen in postavljen iz neke točke nič, da ti že naštima neke smernice. Ampak jaz tega vsem še vedno ne bi si drznil imenovati usodo, zato ker usoda je nekaj fiksnega, nekaj, kar se more zgoditi morda. Spravi, je zate življenje potem zelo predvidljivo. Torej tisto, kar si začrtaš, tisto uresničiš, kar se odločiš, tisto narediš. In veš, da imaš vajeti življenja res povsem v svojih rokah. Dobro, rodil si se tukaj, imaš takšne starše, imaš takšno ženo, ampak vse ostalo, recimo iz tega izhodišča, zdaj, kjer si, že odrasel človek, moški, pa je vse, kompletno vse v tvojih rokah, kaj boš naredil iz svojega življenja. Ne. Ne. Ne, zagotovo ne. Samo da malo pobrskam, veš, da... Ne, zagotovo ne, zaradi tega, ker ne morem govoriti o absolutih, ampak ta trditev, ki si jo dala, je mogoče polovično z mojega stališča, ali pa mogoče dvotretinsko. Še vedno so neki elementi, ki jih ne moreš predvideti, zagotovo. In se jih moraš na njih prilagoditi potem, ko pač jih ko trčiš vanje ali pa ti elementi trčijo vate. In kako bi temu rekel, se pravi spet naključje, slučaj bi rekel? Naključje, slučaj, ja. Ja, zagotovo. Ampak se mi zdi, da mora človek potem ta naključja inkorporirati, ugraditi v svoje življenje in ga potem peljati naprej po nekem novem toku. Ja. Nisi pa imel nikjer na nobenem koncu sveta izkušnje s kakšno osebo, ki te povabi zato, ker vidi prihodnost, recimo? Ja, imel sem dvakrat. Dobro vprašanje, res je, imel sem dvakrat. Tista najbolj zanimiva izkušnja je bila v New Orleansu, v Ameriki, na jugu Združenih držav, sproti to je zvezna država Louisiana. Ta New Orleans je tak mečken, tudi spiritualen, ampak tako ameriško spiritualen, mečken tisti duhovi, pa ghost hunters, pa to. No in tam so na glavnem trgu, so te vedeževalke, no in midva takrat še z mojo bodočo ženo sva rekla, pa dajva si midva to plačati, pa da vidimo, kaj bo povedala gospa. No in zanimivo je to, da gospa prihodnosti niti ni napovedovala s tako natančnostjo, kot je pa opisovala mene pa njo. Značajsko duševno? Značajsko duševno, kaj imava rada, in na podlagi tega je potem sklepala, kaj bo v prihodnosti. Se pravi, meni je pogledala v roko in je rekla, ja, vid, ti imaš prst gore. In sem jaz rekel, ja, pa jih res mama. Poje ti rekla, ne vem, ti si tak pa tak in tako naprej. In na podlagi tega je rekla, vid, ti boš pa še veliko v gorah, tam boš veliko doživel. In mogoče je to ta zveza s tem, kako jaz dojemam usodo. Bila sta pa tudi v Boliviji, pri eni drugi oboževalki, ki je napovedovala prihodnost, vedeževalki, neki taki čarovnici, ki je napovedovala prihodnost iz kokinih listov. No, ne pa vse zgrešila, vsaj za zdaj. Ja, dobro, si kar raziskovalec, pravzaprav sam zase, ne? Ja, probam se izboljšati, to mi je všeč. Nisem tist, ki me bi interesirala neka, ne vem, to zemeljski
Rutina, neka omejenost, to me ne zanima, neke navade, nekaj to me- takega, pravzaprav te res ne. Ne, mislim, grem čez to živim, ampak to mi je nekak stranska stvar. No. Ja. Odkot se mi zdi, odkot to razumevanje, kako stvari delujejo, vse te mehanizme. Mislim, ta knjiga je res bogata po znanju, bom rekla. Hvala. Kje si to nabral? Po svetu, v študiju, z raziskovanjem? Mislim, res velike stvari veš, no? Hvala. Ja, Se ti se ne- mi zdi, da potovanja so veliko pripomogla k temu. Vse te Zagotovo, vse me zanimajo me te tehnične stvari. Narava ne zanima me morda toliko te vsakdanje stvari. No? Tako da jaz moj čas porabim za učenje ali pa spoznavanje pač takšnih stvari, ki so v knjigi. Pomet pa prijatelji vprašajo, Vita, si gledal to, pa to Poročil. serijo, Aha, serijo. pa take stvari. To pa pač ne gledam, no? To me pa ne zanima toliko. Mogoče potem ta čas vloženo to odseva, tak moj pogled na svet. Ja. Pa morda malo bolj bogato znanje. Jaz nikoli ne rečem za sebe, pa včasih mi kdo reče, joj, vidi ti pa toliko veš, a ne pa tudi kakšni gosti, pa si, ne vem, tako pameten. Ampak nisem pameten, sem samo načitan, a ne, druga pa ne. Ja, ti si to knjigo pisal v času epidemije, v bistvu začetka epidemije. In se mi zdi, da je bila odličen filter, da je res namagnetena z, pravzaprav tudi s temi problemi epidemije. Ne? To je eno grozljivo 9. poglavje, kjer v bistvu opisuješ neko ujetost. Mi lahko poveš, kako si to doživljal in kako doživljaš to epidemijo in kaj si preslikal notri v knjigo? Ja, zelo Ti dobro kot svetovni vprašanje. popotnik. Ja. Zelo dobro vprašanje. Meni so potovanja duhovna hrana. Ker sem turistični vodnik, pač delam v tem, a ne potem za sebe potujem in to mi pomeni neko svobodo. Ker je prišla epidemija, se je moj poklic prekinil, svet se je zaprl in jaz sem potem začel potovati po svoji domišljiji s tem, da sem napisal to knjigo. No in mogoče je to poglavje 9, kjer nas je govorila ujetost glavnega lika, je mogoče odseva neko to klaustrofobijo te pandemije. Pa če sem bil doma, a ne, nisem imel dela, sicer podjetje še vedno drži odprto, no in sem potem kanaliziral vso to energijo v pisanje te knjige. Ja, mislim, potem bi rekla, da si jo grozljivo doživel, ne? Ja, in mogoče res je, ja, grozljivo, ampak potem glavni lik se povsod ven nekako zmaženo, tako Ja. da na koncu je srečen konec. No, mogoče bi me pa zanimalo tukaj tvoj pogled, kako se bo vse skupaj razpletlo, ne kot napovedovalec, ampak kot nekdo, ki se zanima za marsikaj v svetu. S kakšnim namenom, oziroma zakaj smo doživeli vse to, oziroma kam nas pelje kot človeštvo, kot družbo, mogoče najprej bi rekla bolj razvito družbo, to, kar se nam zdaj že 2 leti dogaja. Imaš svoje mnenje? Ja, imam svoje mnenje. Mogoče je bolj radikalno, mogoče ne za koga. Jaz mislim, da je to, kar se nam dogaja zdaj, posledica naših dejanj v preteklosti. Jaz verjamem, sicer se bo slišalo grobo, a ne, da je pač svet prenaseljen. Zdaj spet je tukaj izhajam iz svojih potovanj, ker sem videl res mravljišča svetovna. In se mi zdi, da je ta virus se je zgodil tako ali pa drugače. Sploh ni važno, kako se je začel. Sicer res verjamem, da se je začel po naravni poti. Enostavno nimamo več kot celotna svetovna civilizacija nekih naravnih blokad, ki bi ograjevale nas od, recimo temu, virusov, od svetovnih kriz, od vojn. Enostavno nas je toliko, da je ta virus nekaj, kar je bilo pričakovano. In se mi zdi, da bo še kakšen prišel. Pa spet pravim, da sploh ni važno, je to stališča iz te teorije, da je ga človek zakuhal, da so ga zakuhali v nekem laboratoriju. Ja, v kateri državi, katera nacija, ampak Ja, čisto. ampak enostavno količina ljudi je takšna, da
ni nobene bariere več med prehajanjem bodi si virusa, bodi si krize, bodi si vojne. No, in se mi zdi, da bi se mogli na neki točki človeštvo zreducirati. Zdaj, neke teorije to že podpirajo, da gre tu po naravni poti, če pogledamo pa zahodni svet, a ne, otrok je manj, ne vem, ljudje so, ne vem, velike neplodnih in tako naprej. Tako da se mi zdi, da po neki teoriji, recimo po teoriji Gaje, to je teorija, ki zagovarja, da je Zemlja nek organizem, ki pač balansira določene odklone, da je Zemlja že sama poskrbi za to, da se nekako ta populacija zmanjša. Ker če se ne bo zmanjšala mogoče čez 200-300 let, po mojem mnenju se ne piše nič dobrega človeštvu. No. Se mi zdi, da je to naravni tok, no, to, kar doživljamo, načeloma. Ja, zdaj ne bi od tebe pričakovala, da boš zdaj recimo pridigal, ampak vseeno, kaj je zate zgledni človek? Kaj je tisti človek, ki lahko dobro živi in dobro dela za ta planet in za vesolje? Zagotovo zgledni človek mora biti dober, iskren in nemanipulativen. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Takrat, ko stremiš za dobrim, ko stremiš za neko iskrenostjo, za neko resnico, se mi zdi, da odvzameš prostor vsem lažem, odvzameš prostor agresiji in v bistvu recipročno vplivaš na drugega človeka, da enako dela. Da ga transformiraš, oziroma da se transformira, ob tem postaja tudi on dober, se nekako naleze dobri. Tako je. In to je vse v okviru te osebne svobode, individualizma in tako naprej. Ja, pravic človekovih pravzaprav. Zagotovo, ja, to je vse vključeno. Jaz mislim, da bi bila to ena pot do nekega boljšega ali pa mogoče boljšega človeka. Če ni preveč osebno vprašanje, drugače mi povej, bi lahko recimo tebe srečali, videli med protestniki za eno ali za drugo stvar? Nima veze, katera stran. Ampak ne. V tej množici ljudi med protestniki to ni ne vidiš tega kot Ne vidim. Jaz sem politolog, a ne univerzitetni diplomirani politolog, videl sem že veliko sveta in vem, da se družbene spremembe, bodisi na svetu ali pa v Sloveniji, zgodijo z določeno akumulacijo intelektualne misli. Za enkrat v teh protestih ne vidim te akumulacije, tako da mislim, da dolgoročno ne morejo spremeniti naše države. Ne vem, recimo, če se spomnimo na Majniško deklaracijo 1987, a ne, so jo podpisale razna intelektualna gibanja, ne vem, društvo pisateljev in tako naprej. Tega v teh protestih ne vidim. Tako da zaenkrat se jih ne udeležujem, čeprav se v določenih komponentah s protestniki strinjam. Ampak se mi zdi, da tukaj ni daljnoročne prihodnosti zaenkrat. Vid, hvala za tvoje misli, no? Najlepša hvala za povabilo. Moj gost je bil Vid Legradič, svetovni popotnik, raziskovalec, pisatelj in turistični vodnik.